Dobrodošli na kanalu Prepovedana zgodovina, prostoru, kjer raziskujemo tisto, kar so drugi pozabili, in razkrivamo skrivnosti, ki so bile stoletja skrite pod pragom časa. V današnji epizodi se bomo podali v eno najvznemirljivejših poglavij evropskega srednjega veka. To je zgodba o vojni, časti, ponosu in izdaji. O kraljih in vojvodih, o praporih in simbolih, o srečanjih, ki so spremenila tok zgodovine. Sredi vrtinca tretje križarske vojne se prepletajo usode treh izjemnih mož. Angleškega kralja Richarda Levjesrčnega, štajerskega vojvoda Leopolda V. in koroškega vojvoda Urha II. Gorotanskega, znanega tudi kot Ulrik II. Njihove zgodbe povezuje starodavni simbol, črnega panterja, praporja naših prednikov iz Karantanije, ki je v trenutku ponosa razburil samega kralja križarjev in sprožil verižno reakcijo, katere odmev še danes odmeva po evropski zgodovini. To ni le zgodba o vojni, to je zgodba o nas, o naših prednikih, o naših koreninah, o tem, kako so vojščaki iz slovenskih dežel pustili sled v osrčju svetovne zgodovine. Evropa na robu. Začetek tretje križarske vojne. Piše se leto 1189. Evropa je razdeljena, a hkrati povezana v en sam cilj, ponovno osvojiti sveto deželo, ki jo je 2 leti prej zasedel veliki muslimanski vojvoda Saladin. Njegov pohod je bil bliskovit in neusmiljen. Jeruzalem, simbol vere, je padel. Klic po sveti vojni je zajel ves krščanski svet. Križarji iz Francije, Anglije, Nemčije in iz vseh kotičkov Evrope so se začeli zbirati. Med njimi tudi vojščaki iz naših krajev, iz Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške grofije in vzhodne krajine, z območja, ki je obsegalo večji del današnje Avstrije in Slovenije. Te dežele so še nekaj desetletij pred križarsko vojno sestavljale slovito vojvodstvo Karantanijo ali Gorotan. Njihova vojvoda, Leopold V. in Urh II. Gorotanski, sta spadala med najpogumnejše plemiče svetega rimskega cesarstva. Pod njunim poveljstvom so slovenske čete krenile proti bližnjemu vzhodu, da bi se pridružile silam, ki so oblegale mesto Akra, eno najmočnejših utrdb v Saladinovem imperiju. Obleganje Akre se je začelo že leta 1189, a se je hitro sprevrglo v nočno moro. 2 leti so križarji kampirali pred mestom, oblegani od bolezni, lakote in smradu razpadajočih trupel. Zemlja je bila prepojena s krvjo in znojem. Tabori so se raztezali kilometre daleč, obkroženi z jarki in lesenimi obrambnimi stolpi. Pod žgočim soncem je umrlo več 10.000 mož. Kljub temu so križarji vztrajali. V zrak so dvigali zastave z levom, orlom, križem in, kot pripovedujejo kronike, zastavo s črnim panterjem, ki so jo prinesli vojščaki iz naših dežel. Panter, simbol moči, čoječnosti in svobode, znamenje boja dobrega proti zlu, je bil starodaven znak Karantanije, države, ki je obstajala dolgo pred ustanovitvijo današnjih evropskih kraljestev. Za tiste, ki so ga nosili, je pomenil pogum, neodvisnost, pripadnost in neomajno zvestobo.
Leta 1191 se je ravnovesje spremenilo. Na obzorju se je pojavila flota angleških ladij, okovanih v železo in križe. Z njimi je prispel sam Richard Levjesrčni, angleški kralj, ki je slovel kot najpogumnejši vitez svojega časa. Njegov prihod v Akro je povzročil navdušenje, a tudi napetost med že utrujenimi križarji. Skupaj z njimi je prispel tudi francoski kralj Filip II. August in s tem je na bojišču zavladalo zapleteno rivalstvo. Kdo bo prevzel slavo in čast za zmago? Vitezom iz naših dežel je bilo vseeno za kraljeve časti. Želeli so le končati to morijo in opraviti svojo dolžnost. Ko se je začel odločilni napad, so bile prav karantanske čete Leopolda V. in Urha II. Med prvimi, ki so prebile obzidje in končno osvojile trdnjavo. V bitki, ki je trajala več ur, so Akro končno zlomili. Križarji so naposled slavili. Na najvišjem stolpu trdnjave so naši predniki ponosno razobesili bel prapor s črnim panterjem, znak njihove zmage, časti in prisotnosti. Toda slavje ni trajalo dolgo. Kralj Richard Levjesrčni, znan po svoji neomajni ponosnosti, je pobesnel, ko je zagledal, da na stolpu ne vihra angleški prapor, ampak zastava manjših zaveznikov. Ukazal je, da se slovenski prapor odstrani z mesta, kjer je vihral, in ga zamenjajo s praporom z angleškimi levi. Za vojvoda Leopolda in Urha ter njihove vojščake je bilo to dejanje največja možna žalitev. V tistem trenutku je v zavezništvu počila vez, ki je držala križarje skupaj. Štajerske in koroške čete so v znak protesta zapustile Akro in se vrnile v Evropo. Kar se je kralju Richardu zdelo dejanje ponosa, je v resnici sprožilo verigo dogodkov, ki so kmalu dosegle tudi njega. Po koncu vojne se je kralj Richard odpravil domov, a pot čez morje je bila nevarna. Med plovbo v severnem Jadranu se je razbesnel vihar, ki je raztreščil njegove ladje. Richard je komaj rešil svoje življenje, naplavilo ga je na obalo med Gradežem, Oglejem in Tržičem, v deželo, ki so jo takrat imenovali Sklavonija oziroma Slovenija. Z le peščico spremljevalcev se je kralj preoblekel v trgovca in pot nadaljeval po kopnem. Upal je, da bo neopaženo prečkal ozemlje vojvod, ki mu niso bili naklonjeni. Toda usoda mu ni bila naklonjena. Ko je prispel v Gorico, je poslal poslanca k grofu z darilom, zlatim prstanom. Toda grof je v prstanu hitro prepoznal nekoga pomembnega. Novica se je razširila. Vojvodi so izvedeli, da se po njihovem ozemlju premika angleški kralj, nekoč njihov zaveznik, zdaj pa sovražnik in ubežnik. Goriški grof je angleškemu kralju takoj blokiral vse poti proti zahodu. V spopadu z njegovimi vojaki je bilo zajetih več Richardovih spremljevalcev, zato se je bil prisiljen v strahu zateči proti Koroški. Poti so bile prekrite s snegom, megla je zakrivala hribe, skozi katere se je prebijal s svojimi spremljevalci. Na vsakem koraku so jih zasledovali vojaki lokalnih plemičev. V kraju Breže na Koroškem so mu zastavili pot Miroslav oziroma Friderik iz Ptuja, ministrijal solnograškega nadškofa in njegovi vojaki, in spet je kralj Richard izgubil nekaj spremljevalcev. Ni mu preostalo drugega kot beg proti severu. Po 3 dneh in 3 nočeh nenehnega bega je končno zgolj še 3 spremljevalci prispel v Erdberg pri Dunaju. Izmučen, lačen in preoblečen v meniha je iskal zatočišče, a tam ga je čakal avstrijsko-štajerski vojvod Leopold V., ki mu je koroški vojvod Bernard naznanil prihod angleškega kralja. Žalitev
ki so je bili Slovenci in njihov prapor oziroma starodavni bojni znak s črnim panterjem deležni strani angleškega kralja Richarda Levjesrčnega, ni ostala pozabljena. Vojvod Leopold ni okleval. Kralja Richarda so prijeli in ga zaprli v grad Dürnstein ob Donavi. Ujetje enega najmočnejših kraljev Evrope je pretreslo celino. Leopold je za Richardovo izpustitev zahteval nepredstavljivo odkupnino. 150.000 srebrnih mark, kar je znašalo skoraj polovico vsega premoženja angleške krone. Angleški dvor je moral obdavčiti plemstvo, cerkev in celo preproste kmete. Po legendi so Robin Hood in njegovi možje zbirali del tega denarja, ropali bogate in pomagali revnim, ter tako posredno pripomogli k Richardovi svobodi. Ko je bil kralj končno izpuščen, se je moral zavezati, da se nikoli ne bo maščeval slovenskim deželam, njenemu ljudstvu in plemičem. Angleški kralj nikdar ni pozabil niti ponižanja v Akri, niti ujetništva v deželah, ki so bile v sveti deželi njegove zaveznice. Črni panter je kot grb dežele Koroške obstajal v uporabi še skoraj 100 let, potem pa so ga plemiči, ki so na Koroško prihajali iz nemških dežel, zamenjali z novim koroškim grbom, ki je v veljavi še danes. Predtem je prišlo med vojvodstvom Štajersko in Koroško do spora, saj sta obe uporabljali enak grb, črnega panterja. Kraljevo sodišče je razsodilo, da črni panter pripada Koroški, ki je bilo starejše vojvodstvo od Štajerske. A Štajerci se panterju niso hoteli odpovedati, zato so za svoj grb prevzeli belega oziroma srebrnega panterja na zelenem polju, ki je še danes grb nemške dežele Steiermark. Danes črnega panterja mnogi vidijo kot skrivnosten, skoraj pozabljen simbol, a za tiste, ki poznajo zgodovino, predstavlja neodvisnost duha Karantanja ali Gorotana, starodavne države, ki je obstajala še preden je Evropa poznala kraljestva, kakršna poznamo danes. Zgodba o črnem panterju in Richardu Levjesrčnem ni le zanimivo poglavje iz preteklosti, je opomin. Opomin, da tudi manjši narodi lahko vplivajo na tok velikih zgodovinskih sil, da lahko simbol, izvezen na kosu blaga, do smrti opominja kralja na njegovo lastno aroganco. Naši predniki so pod tem praporom stali pokončno, ne glede na moč tistih, ki so jim ukazovali. Njihov pogum, njihova čast in njihova zvestoba domovini so vrednote, ki jih moramo ohraniti tudi danes. To je bila še ena epizoda prepovedane zgodovine. Če vam je bila zgodba zanimiva, se naročite na kanal, pustite komentar in delite video naprej, da tudi drugi izvejo, kako so Slovenci nekoč igrali pomembno vlogo v zgodovini Evrope. Do naslednjič, ostanite radovedni, pogumni in ponosni, kot črni panter Karantan.